Se temu pa veš, da se ne znamo upreti, ne? Bi bil že caj, da jaz povem, kje sem, pa kjer avto sem prišel pelat. Sem v Barceloni, pelil bom pa Toyota Prius plug-in. Vse veš, ne, to je priključen hibrid. To se pravi, da ga lahko uštekaš doma, da ga napolniš, traja, mislim, da 3 ure pa 10 minut. Sem pa poserviral to prvi podatek, dosti hiter, a? Ajde pa, če že glih kufre dajemo v kufr, ne. Ta avto ima tudi veliko manjši prtljažnik kot navaden Prius. Mislim, da več kot 100 litrov manjši. Vidiš, kako je plitek samo od tukaj do tukaj. Tako da v bistvu noter prijeta 2 letalska kovčka, široke, tako kot pač pri navadnem Priusu, ostalo je pa, a veš, kabli pa baterija. Zdaj pa, ki je tukaj pri Olimpijskem parku super priložnost za mesto pogledati, sem se vstavil samo za 1 sekundo, da pokažem. Evo ga. Driver change. Mogoče je zanimiv podatek, da se je električen doseg tega avta s tem okrog 25 povečal na malo več kot 50, pa ne samo to. Najvišja hitrost, ki jo je avto sposoben doseči izključno s pomočjo elektrike, se je iz 85 povišala na 135. Pojdite na kruhový objazd, opustite ho tretím výjazdom. So prijazni Španci na navigaciji naštimali, ne, pač teto, ko govori slovaško. Zdaj pa tako klep pit stop in ena fina stvar je to, da lahko primerjaš, kako izgleda tale plug-in pa navaden. Plug-in, navaden, pa še enkrat plug-in, pa navaden. No, kjer je pa te bolj všeč? Testnih voženj za danes konc. Kva še lahko povem? Moje najbolj, da vas s tehničnimi podrobnostmi ne obremenjujem preveč. Lahko pa recimo povem, za koliko se bo tale avto v Sloveniji prodajal. Prius plug-in z opremo Sol bo, čak da preverim, 137 950 evrov. Uvoznik bo pa na to ceno ponudil še akcijski popust, tako da bo avto stal 34 450. Zdaj pa te ceni ne pozabiti pripeti še državne subvencije, ne? Ta je pa 4500 evrov. Tako da že na hitro čez prst pogledaš z opremo Sol, tale avto stane malenkost pod 30 jurjev, to je pa že skoraj tam z navadnim Priusom. Wow. Wow. Se temu pa veš, da se ne znamo upreti, ne. Zdaj bom pa edino, ki jaz znam.